Oj, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes sva zelo nahajpana zaradi dveh razlogov. Prvič, Slovenija je ravno kar premagala Belgijo in ker smo zmagali, grem jaz verjeten v Berlin za par dni, zdaj na Eurobasket. Kot veste, se toliko ni dobro končalo, na žalost. Slovenia in trouble. Still just a 4-point game. This is not a done deal for Poland. And there gives them a little bit of hope. Prepelic. Oh, and he thought they were going to call a foul. Poland have pulled off the shock of the FIBA Eurobasket. Par tednov kasneje pa sem še zmeraj razočaran. Ja. Zato bo tudi verjetno tale video pač malo zamaknjen, sploh še kakšnega iPhone 14 Pro ali pa kateregakoli drugega iPhona na test dobiva. No, ta drugi razlog za nahajpanost pa je ta, da smo zelo hitro v roke dubla Samsungova prepogljiva telefona Z Fold 4 in Z Flip 4. Tako da danes mislimo narediti eno resno nadaljevanje najnega lanskoletnega videa o njunih predhodnikih. A pa vi veste, kaj je naredil že veliko predhodnikov pred vami? Ja, naročili so se na ta YouTube kanal, seveda, in naj spremljali na vseh spodaj označenih omrežjih. Tako da, dajte pohiteti in se jim brž pridružite tudi vi, midva pa bova pohitela s tem današnjim videom. No, Andraž, ne smeva toliko hiteti, pa tudi ne morava toliko pohiteti, ker imava vsem kar dosti stvari za povedati o telih telefonih. Veliko pa ima v prepogljivih telefonih za povedati tudi Samsung, ki je dal že drzno napoved, da bo do leta 2025 skupna prodaja vseh telih prepogljivih telefonov presegla skupno prodajo vseh Samsungovih telefonov iz S-serije, Andraž. To je kar velika stvar. Fun fact je pa že zdaj, da Samsung pokriva skoraj 62% trga prepogljivih telefonov in ker je skoraj praktično monopolist, kakšne hude konkurence nima. Pa tudi, ko so bila na Samsungovem Unpacked eventu v Loliti na Cankarjevem nabrežju 25. avgusta letos, sva iz vseh pogovorov in prezentacije lahko razbrala, da Samsung misli resno s prepogljivci. Tako da ti telefoni definitivno ne grejo nikamor. Mimogrede povezava do videa za tisti dogodek bo tukaj spodaj nekje. Takrat sva telefone lahko sam na hitro sprobala, zdaj pa sva jih dobila v roke za malo dlje cajta in res se zahvaljujeva Samsungu, Slovenija, da nam je to omogočila. Hvala. Thank you. No, na prvo žogo človek res dobi feeling, da ta dva telefona nista nič kaj dosti drugačna od lanskoletnih izvedb in to do neke mere res drži, ne bom lagala. Če že sam primerjate moj lanskoletni Z Flip 3 z letošnjim Z Flip 4, vidite, da je res malo razlike, ampak ene par jih pa sigurno je. Kot lahko vidite, so robovi zaslona mičkeno manjši kot pri mojemu telefonu. Samsung pa je tudi prevzel oblikovni jezik Samsungove S-linije in tudi od Appleove iPhone 12 linije naprej. V smislu, da je ogrodje še malo bolj oglato in odrezano na robovih. Meni se recimo tudi zdi, da ko primerjam Z Flip 4 z Davorjem in Z Flip 3, da se trojka malo bolj flimsy odpira, medtem ko je tečaj na štirki bolj orank narejen. Še zmer pa vam ga bo ratel, oziroma težko ratel odpriti tudi z eno roko. Res pa je tudi, da je Davorjev telefon že doživel kar nekaj pregibov, odkar se ga je kupil kot služben telefon. Tako da na to lahko odpiranje lahko tudi vpliva že dolgotrajna uporaba. Ko pa sem midva raziskovala podatke za ta video, pa se z Andražem pogovarjala tudi o tem, da je pomemben upgrade letos na tem telefonu doživela baterija, ki je zdaj velikosti 3700 mAh in ker ta telefon poganja še najnovejši 4 nanometrski čip Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ki je poznan kot zelo energetsko učinkovit, se to pozna tudi pri recimo trajanju baterije. Ja, definitivno. Ko sem Flipa trojko že uporabljal dlje časa oziroma par mesecev, sem ugotovil, da njegova baterija res ni bila glih top in da sem ga mogel dosti hitro dati poln. No, pri Z Flip 4 se pa pozna, da drži dlje, tako da je Samsung sigurno naredil napredek, kar se tega tiče. Upajmo, da se v prihodnosti najde tudi plan za še večjo baterijo v naslednjih iteracijah, ker bi vse lahko držala še kakšnih par ur dlje. Ja, moram pa reči, da se nam kot estetsko
estetsko zelo dopade letošnje hrbtišče Z Flip 4, ki je matirano in tudi vijolična barva mu ful paše. Tako da če sva lansko leto rekla, da ta telefon služi kot moden dodatek, je temu letos še bolj tako. Pa tudi telefon se zelo lepo prilega v rok. Kar se drugih stvari tiče, niti ni toliko velike razlike napram Z Flipu 3, tako da če želite več tehničnih detajlov, bo link za video Z Flip 3 in Z Fold 3 spodaj tukaj v opisu. Je pa res, da je guba oziroma po angleško kris na prepogibu zaslona približno enaka, opazna kot lansko leto. Isto je z razmikom med obema zaslonoma, ko je telefon poklopljen. Je pa res, da Samsung že dela na tehnologiji tečaja oziroma hinža, ki bi ta razmik odpravila. Sam, ker taka tehnologija žal še ni vodoodporna, se Samsung še ni odločil za njo, dokler ne najde ustrezne rešitve tudi za to. Mimogrede, tako Z Flip 4 kot Z Fold 4 imata certifikata za vodoodpornost IPX8 do 1,5 metra za pol ure, kar je še zmeraj zelo impresivno za prepogljive telefone, tako kot je bil tudi že lani. Glede kamer ima telefon iste kalani, sistem kamer z dvojnimi objektivi na hrbtišču. Najprej imamo 12 megapikslov velik glavni objektiv, kjer so izboljšave predvsem v velikosti senzorja, ki letos ujame več svetlobe. Zraven njega pa je še 12 megapikslov velik ultraširokokoten objektiv. Kamere so sicer čisto solidne, pa še od S22 linije so prevzele funkcijo Nightography oziroma nočne fotografije za boljše fotke v slabi svetlobi. Fotke so drugače čisto v redu, sigurno v določenih primerih izboljšava v primerjavi z Z Flip 3, tako da okrog njih nima nekih pretiranih kritik, razen če ste res velik fotograf zanesenjak, pol bi sem in tja tudi kakšno malenkost sigurno opazil. Torej, če povzameva, nismo še recimo na ravni S22 Ultra, ampak vsak let so bliže tistega ta pravega flagship. Letos Samsung tudi napolno marketira uporabo telefona v načinu FlexCam, torej da se ga lahko uporablja kot tripod, oziroma da se ga lahko drži v roki kot videokamere včasih. Je pa Samsung dal več funkcionalnosti malemu ekrančku spredi, ki je sicer še zmeraj iste velikosti 1,9 inčov in je iztekla Gorilla Glass Victus Plus. Letos so ta ekranček obogatili, tako da na njem lahko prikažete več pripomočkov, kot so recimo ura, predvajalnik za glasbo, alarm, časovnik, koledar, vreme, svetilka, dogodke, stike. Poleg tega pa lahko njegov izgled priredite po svojih željah. Na njem pa itak lahko tudi sprejmete letos klice oziroma jih zavrnete. Če Z Flip 4 hočete narediti selfie ali pa posneti video, to lahko tudi naredite s tem ekranom in letos vidite pravo razmerje slike za razliko od lani. Telefon v osnovni izvedbi dobite 128 GB notranjega pomnilnika in 8 GB RAM za 1099 €. V najboljši varianti pa ga dobite s 512 GB notranjega pomnilnika in 8 GB RAM za 1159 €. Telefon lahko kupite v kar nekaj različnih barvah, kjer se vidi, da je poleg super telefona tudi mišljen kot nek modni dodatek. Misliva, da je glede prepogljivih telefonov Z Flip 4 še zmeraj najboljša izbira in najcenejša varianta v tem letu in verjetno v tem tudi razlog tiči, da je bil Z Flip 3 najbolj prodajan prepogljiv telefon na svetu v zadnjem letu. In če gremo zdaj na njegovega večjega brata, je podobna zgodba glede izboljšav tudi pri Z Foldu 4. Sanda ob snimanju zanga žal nima njegovega predhodnika Z Folda 3, s katerim bi ga lahko primerjala. Tudi tukaj nam je všeč matirano hrbtišče in to, da je tečaj oziroma hinge zelo trden, magneti pa zelo trdno zaprejo obi polovici telefona. Svoje pa k premijskemu izgledu doda tudi vgraviran Samsungov napis na hingeu, isto velja tudi za Z Flip 4, tako da lahko za oba telefona z lahkoto rečeva, da sta zelo premijsko izdelana. Drugače pa so nadgradnje podobne kot pri Z Flip 4, kar pomeni, da je vsaj po občutku tečaj še malo bolj trden in da je Samsung na napravi zmanjšal robove ter kao še dodatno izboljšal notranji večji zaslon. Poleg tega je zunanji zaslon za 3 mm večji oziroma širši in ima malo drugačen razmerje kot lani, zaradi česar je končno še malo podoben, kot da bi uporabljali navaden telefon. Čeprav še zmeraj je razmerje zelo visoko, ampak spet, Samsung je naredil izboljšave v ta pravo smer. Kar bi sicer še dodatno izboljšal Z Fold 4, pa bi bila še večja baterija, ki pa je Samsung tukaj ni povečal in je še zmeraj velikosti 4400 mAh, tako kot je bilo že lansko leto. Še zmeraj čisto solidno, ampak ob večjih dveh ekranih je škoda, da ne gre vsaj do 5000 mAh. Telefon sicer podpira 25W hitro polnjenje, ki telefon nafila od 0 do 50% pol ure.
hitro 15W brezžično polnjenje in 4,5W povratno brezžično polnjenje. Vse to enako kot pri Z Flip 4. Telefon pa še zmeri žal nima reže za S Pen pisalo, čeprav ga podpira in ga zato ne morete shraniti telefon, koliko lahko to naredite pri S22 Ultra. Škoda, to smo nekako potihem pričakovali letos, da se bo vse zgodilo, pa se ni. Maybe naslednje let končno bomo videli. Imate pa Z Flip 4 in Z Fold 4 še zmeri nekaj, kar ta novi iPhone 14 v ZDA nimajo več. Reži za nano SIM kartice. Oba telefona pa vsaj podpirata eSIM. Vse veste, Android ima možnost izbire. Oh, damn! Ok, ampak zdaj, če malo damo šalo na stran, nekaj sprememb je bilo in sicer je tudi v tem telefonu nov 4-nanometrski čip Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Na tej napravi omogoča tudi energetsko varčnost baterije. Poleg tega pa se Z Fold 4 letos sistemu kamer zelo približil flagship teritoriju, saj ima 3 objektive na hrbtišču, 50 megapikslov velik glavni objektiv, 10 megapikslov velik telefoto objektiv in 12 megapikslov velik ultraširokokoten objektiv, ki omogoča še do 30-kratni digitalen zoom. Kamere so torej v bistvu take, kot jih je imel letošnji S20 sam so pa še zmeraj zelo impresivne. In tudi tukaj so upeljali funkcije Nightography, tako da so slike v slabši svetlobi spet sigurno boljše kot lani. Zaradi vseh teh izboljšav so tudi fotke, ki jih proizvede Z Fold 4, bolj ali manj enake kot pri S20 ampak ne vas to ne zavede. Res so zelo dobre, bolj kot so pričakovala. Sam pogledajte si eni par primerov. Dinamičen razpon je super, barve so umirjene, fotke niso overblowane. V večini primerov torej izpadejo zelo všečno in so sigurno še boljše kot pri Flipu, saj imajo pri Z Fold 4 fotke končno kvaliteto kamer v flagship teritoriju, tako da so res v praktično vseh pogojih super. Še zmeraj pa s temi kamerami tudi naredite selfie in se gledate na manjšem telefonu, ko imate telefon odprt. Samsung je prav tako updateal svoj 4 megapikselski selfie objektiv pod zaprtim notranjim zaslonom. To je druga generacija te tehnologije pri Samsungu in še bolj skrije pred prostim očesom, ker so piksli manjši, kar tudi bolj skrije kamero ob uporabi notranjega večjega zaslona. Zdaj, kar se tiče selfie objektiva, je torej Samsung sigurno naredil napredek. Kako pa je samo kvaliteto fotk, Davor? No, tukaj se vidi, da bo še zmeraj trajalo sigurno par let, preden bo tehnologija dosti dozorela, da bo šla v mainstream telefone. Te so fotke še zmeraj preveč megličaste, kar se pa še zmeraj ful opazuje tudi, ko gledate, tako da je tukaj sigurno še nekaj prostora za napredek. Zdaj, še največja novost je po najnem mnenju letos softverske narave in to je res zelo priporočna upravilna vrstica, ki se skrči oziroma pomanjša, kot odprete nek app, kar pomeni, da lahko zelo enostavno odpirate nove aplikacije in odprete eno aplikacijo zraven druge na razdeljenem zaslonu. Tako imate lahko naenkrat odprt YouTube, Chrome, novice, lahko odpirate aplikacijo v pop-up načinu in v glavnem veliko lažje multitaskate, ker ste lahko to naredili v preteklosti. To funkcionalnost dobite z operacijskim sistemom Android 12L, čezen pa inštaliran Samsungov vmesnik One UI 4.1.1. Prav tako so za ta OS baje veliko sodelovali z Googlom, kar pri obeh telefonih pomeni še kup manjših izboljšav, glavno od katerih je ta, da naj bi določene aplikacije se bolj prilegale razmerju velikosti samega ekrana in bile recimo bolj prijazne za uporabo, kot so to TikTok, Facebook in še kakšne druge. Dobra novica pa je, da se je Samsung odločil, da bo ta softver spravil na Z Fold 3 in Z Flip 3 ter celo na prvo generacijo prepogljivih naprav. Tako da tu v bistvu sploh ne nucate najnovejših naprav, da bi lahko sprobali to skrčeno upravilno vrstico, kar je super in je hkrati tudi znak, da je Samsung res se zavezal podaljšati podporo za programsko opremo na starih telefonih, kar je zelo močno pohvaliti. Jaz sem na Z Flip 3 že dobil posodobitev. V tej skrčljivi upravilni vrstici imate tako navigacijske gumbe na desni in gumb za odpiranje vseh aplikacij na skrajni levi. In to je eden res redkih primerov, ko bi vam celo res priporočila, da pustite navigacijske gumbe prižgane in da ne uporabljate gest, ker je tako uporaba čist intuitivna, ampak valjda lahko upravilno vrstico odprete tudi z gestami. Kar se pa tiče ostalega, pa so spremembe res majhne, bi je malo manj opazna guba na prepogibu na sredini, to je pa tudi to. Telefon v osnovni izvedbi sicer dobite z 256 GB notranjega pomnilnika in 12 GB RAM za 1799 €, v ta najboljši izvedbi z 1 TB notranjega pomnilnika in 12 GB RAM pa za, pazite to, 2159 €. Wow. Telefon lahko sicer kupite v sivo-zeleni, fantomsko-črni in bež barvi, v nekaterih regijah in online pa še v bordo-rdeči barvi. In to je nekako to, kar se tiče nove generacije Samsungovih prepogljivcev. Kakor sva rekla, spremembe so bile letos na zunaj bolj ali manj estetske, bolj je šlo za upgrade strojne opreme, to se pravi baterij, čipov in pa kamer.
Največji napredek pa se nam zdi, da je ta, da so želeli poudariti na softverskem delu, kjer so predstavili par zanimivih in dobrodošlih izboljšav. Samsung ima zaenkrat tako ali tako, kot sva že rekla, v tem segmentu primat in vidi se, da ne rab dajeti v nekih hudih novih izboljšav, temveč da samo izpil že preverjeno formulo vsak let malo po malem. In to leto je bilo res leto za to, da so še dodatno izpilali podrobnosti in predvsem softver. Res je, ti telefoni pač niso poceni in definitivno niso za vsakega, ampak če že iščete prepogljive telefone, je Samsung trenutno najboljši naslov zanje. Če imate pa v zvezi s tem dvema napravama kakšno vprašanje, nam ga napišite spodaj v komentarjih. Da se moramo še enkrat zahvaliti Samsungu Slovenija, da nam je posodil napravi za dlje časa. Tako da res hvala. To je to in se vidimo v naslednjem videu. Upam, da bo čim prej. Čau!